časih, ti poslušaj, imamo enega igralca, nad scene je čist pocen, zgodba pa tako seka, pa ful je smešen, kup to, to bo šlo stari verjemi. Mislim, halo. Gledajte, zdaj je postala monodrama ena čip cipa, ki si jo vsak privošči, ne, in jaz dobim pike. Jaz ne dobim pike, če piše stand-up komedija, ni problema. Pejte se stand-up komedijo, mejte se. Ampak pa vidim monodramski nastop kogarkoli, ne, no, res, to se ne dela. Mislim, te sem res čisto obrtno ali pa metjejsko, zelo haklih in zelo neprijetna. In jaz sem si drznila dvakrat se izpostaviti v dveh monodramskih avtorskih postavitvah. To sva obakrat naredila s Sebastianom Horvatom, spravi Elizabeth, najbolj da Elizabeth, ki je potem postala Elizabeth I, in Elizabeth II, Get Famous or Die Trying. S tem, da je v mojem najnem primeru ni šlo za monodramski izstop v kontekstu, klasičnem kontekstu monodrame, ampak je šlo za dobesedno in zelo, za mene celo v enih trenutkih delanja hudo predstavo, mislim, preizkušnjo raziskovanja igralskega telesa kot telesa, ki govori in kako se izgovarja, v kaj se izgovarja, skozi kakšne vsebine in seveda skozi kakšen način. Šlo je za zelo na nek način, če bi govorila o samem procesu delanja, pa o nekih mislih, ki so nam bile vodilne, je to zvenelo zelo tehnicistično, zelo skoraj neke čudne vaje v slogu, ampak vodilo je bilo pa to priti do te prezenčne eksistence, ki bi morala biti perfektna, oziroma ki se je hotela približati neki perfekciji. Biti na odru, ki govori. In, ja. Je pa zanimivo, da prva Elizabeth je naletela na to, kaj hladne, ne? Ali pa bi rekla zelo kontrakritika, oziroma so nekateri celo govorili, kaj se to grejo, nek epicenter, neke radijsko-igrske poskuse, ne? Za drugo si pa dobila, na to, ja? Si bi čil žiri? Ne, pomagala. Za drugo si pa dobila nagrado Prešernovega sklada, če se ne motim, ne? Tako da zanimiv zasuk, ne? Zanimiv premik na sceni. Ja, ne, ampak to so zdaj recimo te mode v gledališču, ne. Tudi teatr ima svoje trende, ima svojo modo, ne. In recimo takrat, ko smo delali Elizabeth I, sem videla Sebastianom izhajala pač iz nekega gledališkega prostora, ki se je prej dotikal zgodnjih predstav, nekaj, ki je zdaj dela Jana Fabra, se je dotikal predstav ali pa se je zgledoval po predstavah Boba Wilsona, ali pa se je zgledoval po predstavah te belgijske skupine Nick Company. Skratka, iz nekega estetski ali pa tak nek, kaj pa če bi probali tako, ne? In recimo v tistem trenutku, če je Faber začel postavljati na oder plesoče in govoreče telese, ki so to počeli, pa Wilson pa itak, ne, ki jih je pol še celo ritmiziral in melodiziral in to so nore predstave, ki so res poetska metafizika in to so vrhunci. Pri nas takrat gledališče še ni bilo zaznano v teh kontekstih ali pa v teh okvirih ali pa v tej sliki. Pri nas je bilo takrat gledališče, da se gremo pač nek naturalizem, kjer odigravamo približno neko dramsko zgodbo z uživljanjem, z precej naturalistično sceno in za psihologijo. Tako da je bil to neke vrste eksces, in ki so ga razumeli kritiki in ne subtilno ali pa konzervativno, ali pa ne konzervativnega občinstva, ni omejeno občinstvo, samo v kontekstu, to je pa kaj? To je pa zdaj radijska igra na odru. Ja, ni, ne. Ampak zato so bila potrebna skratka neka leta, da se način ali pa sposobnost načina gledanja
tega, kaj se dogaja na odru, da se na odru lahko dogaja, pa tudi, če temu rečemo gledališče, da ima več izrazov, tako, kot si ti prej rekel, ne? Več podob, več obrazov, da ni gledališče samo enoumno in da kontekst komedije je lahko zelo drugačen, ali pa meni se zdi, recimo, Elizabet je neznosno smešna. Radi ste pa tudi naseljevali nenavadne prostore za tiste čase, ne? Tudi recimo s Pelhanom si v Moderni galeriji, mislim, ne? To je bilo za tiste čase kar, ne? Skoraj sesno, ali pa džezovski klub, ne? Elizabet je bila v tisti džezdini, ne? Z Markom Pelhanom smo, ampak on je recimo zdaj ta alfa in omega, neke slovenske, ena od umetnosti, on živi zdaj v Kaliforniji. In on je recimo pa tudi, ker ga naš prostor ni znal doumeti kot enega od žanrov, enega od oblik gledališkega izraza, ker je bil toliko drugačen, je prišel v likovnost. Ker je slovenski likovni prostor, to je bilo bližje likovnemu posegu v prostor, gledališče pa to pač ne more biti. In recimo, ta zadnja naša velika predstava, ki smo jo z Markotom naredili in imela prizorišče v Moderni galeriji v Ljubljani, ki je najprej šlo za triptih Egolitem 1, 2, 3, in potem predstava Atol in predstava Ladomir Faktura, četrta površina stika, so bile povabljene na neka strašna gostovanja po nekih zelo eksotičnih skandinavskih in nemških državah, ampak Ministrstvo za kulturo preprosto ni dalo denarja, ker to ni gledališče in to se ne more uvrstiti na gledališki festival, ker bomo mi delali sramoto, ne? Da bi potem Marko vendarle šel sam, naredil solo performance in v bistvu se je s tem odprl neko svetovno kariero. Rekli ste, da je bila ta Elizabet en eksces. Moram reči, da pravzaprav poznam dva taka gledališka ekscesa, Spomenik od Jožice Auber pa ta Elizabet. In to sta res, vsaj za moje pojme, temeljni deli slovenske monodrame. Na eni strani Jovanovič, na drugi strani Horvat. Jaz vas bi, spoštovana Nataša, vprašal še nekaj drugega. Večkrat moram pokukati svojo beležko, da ne bi pozabil, kaj vas še moram vprašati. Ampak, ker ste vi igralka in ker menda imate poseben sistem memoriranja tekstov, me zanima, če nam lahko izdate, kako pravzaprav se pripravite na neko igro, na neko uprizoritev nekega lika, na spoštovanje do tega lika in kako memorirate te ogromne količine lika. Jaz recimo za 2 stavka moram najmanj 3-krat pogledati v beležko. Se je že tudi. Potem pa vem, koliko je ura. Ne, meni recimo prav lik zaradi tega drila, ne, mislim, jaz se tekst učim, najbolj dolgočasno, najbolj samoparno, jaz se preko artikulatornih vaj spuščam v tekst, zato ker poleg tega, da verjamem, da poleg tega, kaj si vse mi mislimo ali pa hočemo povedati v določeni predstavi, da zelo veliko stvari piše v tekstu, ki jih sploh ne znamo prebrati, ampak ki jih ne znamo prebrati zaradi tega, ker tekste beremo dobesedno. Če se pravi, aha, ta beseda pomeni to, ta beseda to. Jaz pa mislim, da, ko se res spustiš v jezikovno, zvočno, skratka, nek ta izlet, da ti začne tekst nagovarjati o nekem svojem totalnem metajeziku. Da se zgodi nek prehod, nekega stika, včasih se to celo niti ne zgodi, ker so teksti slabi, eni so tudi slabi. Ampak da je v tistem območju tega nekega metastanja, da se tam neka doumevanja ali neki spoji dejansko dogajajo med mano in besedilom. Ampak seveda pa je pa tle še tisto, kar je pa najbolj važno, telo, ne. In jaz se recimo, dokler smo za mizo, sploh ne moram izgovarjati teksta v nekem približnem naturalizmu, ali pa se it. In to imam recimo eden od mojih konfliktov z režiserjem, ki sem jim za mizo toliko dolgočasna, ja in sem. Kaj če zdaj govoriti tako, kot če tečem, če pa sedim?
Mislim, ko bom tekla, bom govorila tako, kot tečem, če pa sedim, bom govorila tako, kot sedim. Mislim. In teh nekih, dajmo se pretvarjati, dajmo se iti. Ja, no, tebi tudi imam zavedno. Ampak žalno obstaja ta anekdota z Serial Lawrenceom Olivierjem. Kaj? Kako ne vem? Povejte. Z tega znamenitega filma, Maratonec, kjer je pač Dustin Hoffman ves čas pred snemanjem, ko teče, tekel 10 kilometrov, oziroma skozi teko, zato da bi bil dovolj zadihan in potem ga je pač Lawrence Olivier vprašal, pa dobro, gospod Hoffman, zakaj vi toliko tečete pred snemanjem? Pa je rekel, ja zato, ker jaz tako tečem, moram biti, da mislim, jaz moram teči. Pa pravi Lawrence Olivier, a ne bilo boljše, če bi poskušali igrati? Ta gerijana, nekaj pa Ingrid Bergman igrala z tole Nelly Fullman, z to ameriško igralko, Liza Minnelli. Ste bili v eni gledališki predstavi in to so pa zdaj različne šole uživljanja in tega. In Liza Minnelli pred predstavo dela Stanislavskega, dela relaksacijo, se uživlja, da se bo zjokala. Medtem, ko gospa Bergman bere časopis in gresta na oder, gospa Bergman vzame čebulo. In je stvar rešena. Tako da, ja. Samo Taša, mi je pa enkrat Milena Zupančič pripovedovala, da v eni dolgi predstavi pred leti, mislim, da je bil, mogoče, da je bil Prust, ne, Igor Prust, mislim, da je bil Dostojevski, da mora biti 3 dejanja in da je morala biti v temi sama zadaj 1 uro kadila, po mojega, ga jaz poznam, vsema, kar je imela, se koncentrirala in potem morala priti čiznoletno v zadnjem dejanju, totalno, mislim, kako, to se vedno sprašujemo, tudi ko je vse že usvojeno, ko vse obvladate, kako potem po 1 uri tistega res črne teme, ker ne smeš verjetno tudi nič kaj dosti drugega početi, verjetno ne smeš iti med tem nekam, ne vem, do Kalvarija pa nazaj. Ampak iz tiste črne teme se potem to kako to, mislim, to se sprašujemo, res. Pa dobro, Milena ima vsa kilometrina, recimo, mogoče za mlajšo igralko je to težje, ne vem. Pa ne vem, to se tako naredi, to je tako. Čist individualna praksa, ne? Ja, pa tle, mislim, to ni... To pač mi to delamo. Se temu reče talent? Ne, talent je nekaj, kar mora biti, valjda, brez talenta ne gre. Kako? Predpogoj, kaj je bilo. Ja, je, seveda je, ampak zdaj talent je absolutno premalo, mislim. Ljudje so grozno talentirani, ampak ker so ali so leni, ali so neresni, ali so napihnjeni, pa ta svoj sploh ne vejo, mislim, meni pa preprosto vse eno, mislim, kaj bi s tem talentom, ampak talent treba potem oblikovati, ga nadgrajevati in seveda klesati, da to rata neko delo, da to rata nekaj, kar je vredno, mislim, zdaj sam nekega talenta na odru gledati, mislim, meni se zdi ta ves, jaz, publika, to je tako hecno, ker recimo ta Peter Brook pravi, to jaz grozno rada rečem, igralec gre čez prazen odr in zbudi se gledališče. Ja, to je res, ampak to zbrati ta pogum, ta razlog, da greš čez prazen odr, to je v bistvu grozno težko, ker je odr, to je ena škatla, lahko je sodobni prostor, ampak to so neka izpostavljena mesta, to so neka prizorišča, ki so magične, ampak ki so grozno kruta in tako, to je res, ja, na odru se vse vidi, vse se pokaže, odr te razkrinka in če ti ne veš, zakaj si na odru, zakaj greš čez, kam greš, po kaj greš, a greš po koga, a greš komu, pa imaš tam kaj iskati, kaj šele, ko se zazreš ali pa ko začutiš vse te eksistence, ki so prišle gledati v končni fazi tudi tebe, ne samo tebe, ampak tudi tebe. In mislim, to ni tako,
enostavno, no. Meni je to lepo, ampak je pa to neka neznosna odgovornost in tudi, ko brcnemo včasih mimo, ja, ker zdaj ne moramo delati sam stvari, ki bi nam bile všeč, ampak ki bi bile ljudem všeč, včasih naredimo stvar, ki v trenutku gledanja ni fajn, pa je ne razumemo, pa včasih pride za nami misel. Ampak jaz mislim, da je čez nekim čistim srcem pošteno narejeno, da to gre, no, da se to čuti, ampak da je pa to zelo se začuti, no, kaj nas nagovori in kaj nas v bistvu probi izkoriščati. Z ene ali druge smeri. Ali je premiera vrhunec tega pričakovanega trenutka ali je še kak drug moment? Ne. Smeni se samo, ne, mislim, dobro, ne bi rad, da je pač, načeloma mi tu na tem mestu odgovarjamo, da je premiera praznik za igralca, pa mašna, pa tako, nisem pač ta. Sej je, no, ampak se mi zdi, da pač to tolkrat povemo. Mislim, premiera je, v premieri je v bistvu bistvo na nek način, zato ker se skoncentrira na neka popolna, ne samo to, kar si delal 2 meseca, pa več časa, pa močkaj manj, ampak skratka, neko delo, ki si ga pripravil, se poveže z vsemi tvojimi željami, potem, da bi ti uspelo, da bi pokazal najboljše. In seveda potem z vsemi fizičnimi dogodki, ki so povezani s trema, napetost in tako dalje, in seveda se potem razreši s to končnim dejanjem, ki se konča. In takega občutka, kot je na premieri, pravzaprav ni na nobeni predstavi. Poznam ljudi, ki seveda trdijo oboje, da je premiera tista najboljša, mislim, oziroma najbolj avtentičen občutek, ki ga doživiš. In tudi ljudi, zlasti z one strani, neigralske, ki gledajo od zunaj, spravi ustvarjalce, ki pravijo, da premiera vzame tistega najboljše predstave, ki jo je videl, recimo režiser, pa tako dalje, vzame 20% in v bistvu slabša od tiste najboljše predstave, da pa eni drugi 20%, ki nima z ničimer drugim veze in so pa seveda neponovljivi. In v tem smislu je pač premiera res praznik. Je pa tako, mislim, ne zgrešljivo dejstvo, pa seveda je, recimo, kar se mene tiče, da se je seveda pred vsako primeru zelo iskreno rečem, kaj mi je tega treba bilo. Mislim, zakaj nisem kje drugje, kaj je to in tako dalje. In drugo neizpodbitno dejstvo, da kljub temu, da sem nadalje že kot 12 let v teatru, da se reče, to je moja priložnost. Zdaj se pa pokaže, da si bo vam do penzije govoril, mladi gradec gre na odr. Branko, vi ste tudi izjemen poznavalec Slavka Druma, najbrž ne samo zaradi tega, ker je z vašega konca, ampak tudi zaradi nekih drugih dejstev. Zanima me, ali je to res, ali je v tem apokaliptičnem jezdecu slovenske dramatike še kaj drugega kot to, kar sem pravkar rekel, ali vas preprosto ta pisec vznemirja zaradi nekega genius solucija.